En lep dobrodan vsem tudi z moje strani. Vlada je danes na podlagi vloženega zakona o poroštvu za TEŠ6, ki ga je v parlamentarno proceduro vložil poslanec Srečko Meh, obravnavala tudi celovito informacijo v zvezi s tem projektom. V tem okviru se je vlada seznanila z številnimi odločitvami, ki so bile v preteklosti sprejete na ravni posameznih ministrstev in na ravni vlad. Tako da danes lahko povemo, da po vsebini o tem projektu ni več mogoče odločati. Po vsebini je bil čas za odločanje mogoče še tam nekje v letu 2009. Danes pa smo na točki, ko smo imeli pri odločanju pred sabo dve ne najbolj optimalni možnosti in potrebno se je bilo odločiti za najmanj slabo od teh dveh možnosti. Državno poroštvo, ki je v tem zakonu, ki ga je vložil poslanec gospod Meh, predvideno, seveda zagotavlja znižanje stroškov za dokončanje projekta, pomeni cenejše vire financiranja in je v tem smislu racionalnejša rešitev, kot v primeru, da tega poroštva ne bi bilo. Tako da je bilo mnenje oziroma stališče, ki ga je danes sprejela vlada, pozitivno glede opredelitve do državnega poroštva, seveda pa ob predpostavki uveljavitve ustrezne odgovornosti do vseh tistih, ki v preteklosti niso storili vsega, kar bi bilo mogoče, da bi bil ta projekt voden bolj gospodarno, bolj transparentno in z večjimi optimalnimi učinki. Lahko ugotovimo, in to so ugotavljali številni organi že v preteklosti, veste, da so bile na tem projektu upravljene številne revizije, da ta projekt ni bil voden najbolj gospodarno. V enem delu bi lahko dejali, da je bil voden negospodarno, tudi neracionalno, s premajhno skrbnostjo. Projekt je bil začet pred dobrimi 6 leti, ob predpostavki, da bo vrednost tega projekta nekje okrog 600 milijonov evrov. In v teh razmerah in v teh okvirih je bila seveda ta odločitev ustrezna, tudi zaradi cilja zagotovitve dolgoročne preskrbe naše države za električno energijo. Verjetno veste, da približno tretjina električne energije, ki jo potrebuje Slovenija, prihaja iz Šoštanja, da sta bloka 4 in 5 zastarela, tehnološko neustrezna in izgradnja novega bloka je bila torej utemeljena tako iz okoljevarstvenih kot tudi iz naslova stroškovnih vidikov. Poleg tega je bila utemeljena za izkoristkom lignita na tem območju z ohranitvijo delovnih mest, predvsem pa tudi z zmanjšanjem emisij CO2. V toku tega projekta je seveda prišlo do bistvenih sprememb, do največje v letu 2009 in danes smo na točki, ko je ocena o tem, da je ta projekt oziroma da je vrednost tega projekta v tem obdobju nekako podvojena. Vkolikor bi se projekt ustavil na tej točki, bi bila izguba oziroma škoda iz tega naslova, glede na podpisane pogodbe, nekje v višini 600 milijonov evrov, ob tem, da bi bilo potrebno dokapitalizirati HSE v višini približno za 400 milijonov evrov, seveda ob tem, da bi imela Slovenija velike probleme z nadaljno oskrbo električne energije in tudi z emisijami CO2 in z okoljskimi vprašanji. Nenazadnje, nedolgo tega nazaj, smo verjetno vsi videli, kako je pomembna energija iz Šoštanja. Bili smo v obdobju, ko so bile zaprte praktično vse linije iz tujine, ko hidroelektrarne niso mogle delovati, ko je imela probleme z delovanjem nuklearka zaradi pregrevanja Save in takrat je Šoštanj zagotavljal več kot polovico potrebne električne energije. Torej, upoštevaje vse te okoliščine, upoštevaje dejstvo, da se je potrebno odločati med dvema rešitvama, ki nobena od teh ni najbolj optimalna, se je vlada odločila za manj slabo rešitev, torej tisto, ki bo omogočila, da bo ta investicija dokončana ceneje, kot bi bila brez državnega poroštva. Že na prejšnji seji
je vlada sprejela sklep na drugi seji dne 16. februarja, s katerim je pristojno ministrstvo, torej Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, zadolžila, da izvede ustrezne postopke za uveljavljanje odgovornosti za nepravilnosti in pomanjkljivosti pri projektu. Rok, do katerega moramo to storiti, je konec aprila letos. Prav tako je vlada na tej seji naložila vodstvom družb Termoelektrarne Šoštanj in Holdinga Slovenske elektrarne, da ugotovljene nepravilnosti pri dosedanjih pripravah in vodenju projekta postavitve nadomestnega bloka 6, ki so bile ugotovljene v poročilu PricewaterhouseCoopers Ljubljana, ustrezno sankcionira ter najkasneje do 15. marca letos pripravi pisno poročilo o izvedbi ukrepov navedenih v izjavah vodstev TEŠ in HSE 5. oktobra 2011. Na današnji seji pa se je vlada po seznanitvi z celovito in podrobno informacijo o tem projektu odločila, da glede na visoko stopnjo tveganja projekta in ob upoštevanju visoke izpostavljenosti države kot lastnice HSE do projekta izgradnje bloka 6 TEŠ, je vlada kljub temu pripravljena prevzeti dodatno tveganje z izdajo državnega poroštva za projekt blok 6 v višini 440 milijonov evrov, torej poroštva za zakon, ki ga je vložil poslanec Srečko Meh pod sledečimi pogoji. Prvič, investitor mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji s ciljem znižanja vrednosti iz noveliranega investicijskega programa 4 in jih čim bolj približati vrednostim iz noveliranega investicijskega programa 3, pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi potrebni stroški. Naprimer stroški povezovalnega voda za priključitev v elektroenergetski sistem, ki sedaj niso bili zajeti, in ostali. Drugič, med premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj mora biti pred odobritvijo državnega poroštva sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni ceni iz noveliranega investicijskega programa 4, to je 2,25 evra na gigajoule. Tretjič, investitor mora zagotoviti dokončanje projekta po priloženem terminskem načrtu. Četrtič, investitor mora zagotoviti vse pogoje za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike. In petič, investitor mora zagotavljati zmanjšanje emisij CO2 v skladu s predvidevanji iz noveliranega investicijskega programa 4. Vsi ti pogoji morajo biti vključeni v pogodbi med Republiko Slovenijo in TEŠ, ki mora biti sklenjena pred odobritvijo državnega poroštva. Hvala lepa.